V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Kmalu bo prišel Gospod, naš kralj, ki bo Emanuel, kar pomeni Bog z nami. Smo res že tik pred božičnim praznikom. V zadnjih dneh naše priprave, pričakovanja Gospoda, ki je Gospod z nami. Pripravimo se tudi zato, ker prihaja na ta oltar k vam preko zaslonov. Tako kot vsak dan božične osemdnevnice, pa najprej povabimo Gospoda, da bi zares prišel.
molimo, večni Bog, blizu je praznik človeškega rojstva tvojega Sina, zato te tvoji nevredni služabniki prosimo, naj nam tvoja beseda usmiljeno pomaga. V Devici Mariji se je učlovečila in naselila med nami in s teboj v občestvu svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Malahija. To govori Gospod Bog: glejte, pošiljam svojega angela, da pripravi pot pred menoj in naglo bo stopil v svoje svetišče Gospod, ki ga iščete. Angel zaveze, ki po njem hrepenite. Glej, prihaja, govori Gospod nad vojskami. Toda kdo bo mogel prestati dan njegovega prihoda, kdo bo obstal, ko se prikaže? Zakaj on nekako vlivalje v ogenj, kakor luk pravcev? Sedel bo kakor topilec in čistilec srebra in očistil bo levijeve sinove. Kakor zlato in srebro jih prečisti, da bodo darovali Gospodu daritve, kakor je prav. Teda bo Judova in Jeruzalemska daritev Bogu všeč, kakor v starodavnih časih in kakor v nekdanjih letih. Glejte, pošljem vam Elija preroka, preden pride dan Gospodov veliki in strašni. Zopet bo približal srce očetov sinovom in srce sinov očetov, da morda ne pridem in ne oddalim dežele s prekletstvom. Božja beseda. Bogu hvala. Gospod, k tebi dvigam svojo dušo. Gospod, k tebi dvigam svojo dušo. Svoja pota, Gospod, mi pokaži in svoji steza me nauči. Vodi me v svoji resnici ter me uči, saj si ti Bog moj rešitelj. Gospod, k tebi dvigam svojo dušo. Dober in pravičen je Gospod, zato grešnike uči pravih poti. Vodi po nižje v pravičnosti, uči totke svojih poti. Gospod, k tebi dvigam svojo dušo. Vse Gospodove steze so milost in zvestoba, njim, ki se držijo njegovih zapovedi. Gospod je zaupen s tistimi, ki se ga bojijo in svojo zavezo jim razodeva. Gospod, k tebi dvigam svojo dušo. Aleluja. Modrost najvišjega, ki krepko in prijetno vse urejaš, pridi nas uči pota razumnosti. Aleluja. Gospod z vami, In s tvojim duhom. iz svetega Evangelija po Luku. Slava tebi, Gospod. Elizabeti se je dopolnil čas poroda in je rodila sina. Ko so njeni sosedje in sorodniki slišali, da ji je Gospod skazal veliko usmiljenje, so se z njo veselili. Osmi dan pa so prišli, da dete obrežejo in so mu po očetu hoteli dati ime Zaharija. Njegova mati pa je odgovorila: nikakor, ampak Janez se bo imenoval. In rekli so ji: nikogar ni v tvojem sorodstvu, ki bi mu bilo tako ime. Tedaj so pomignili njegovemu očetu, kako bi ga on hotel imenovati. Zahteval je deščico ter zapisal: Janez je njegovo ime. In vsi so se začudili. Pri tej priči so se mu razvezala usta in jezik in je govoril ter hvalil Boga. Strah je obšel vse njih sosede in po vsem judejskem pogorju so govorili o vsem tem. Vsi, ki so to slišali, pa so si vzeli k srcu in so govorili: kaj neki bo iz tega otroka, Gospodova roka je bila z njim. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus.
Janez je njegovo ime, kar dvakrat slišimo podobno trditev v današnjem evangeliju. Tako Elizabeta kot Zaharija sta odločna. Otrok, ki se je rodil njima, nerodovitnima, je dar milosti in ljubezni Boga. Tak je namreč prevod hebrejskega imena Janez. Jehohenan ali skrajšano Johan ali še bolj dobesedno, Bog je izkazal ljubezen, Bog je izkazal usmiljenje. Elizabeta in Zaharija se tega močno zavedata, zato takšna odločnost pri poimenovanju otroka. Za tisti čas je imelo ime še večji pomen kot danes. Ime je predstavljalo bistvo osebe, brez imena nisi obstajal. Dati ime je bila velika čast in odgovornost, saj s poimenovanjem daješ osebi edinstveno, neponovljivo vrednost. Janez Krstnik je živel v globokem soglasju s svojim imenom. Razodeval je Boga, ki izkazuje usmiljenje, Boga, ki izkazuje ljubezen. Pokazal je nam, ki je iz ljubezni do nas postal človek, šel na križ in vstal, da bi nas odrešil, da bi nam izkazal usmiljenje. Obenem za Janeza lahko rečemo tudi to, kar smo slišali v današnjem darilu, da pripravi pot pred menoj. Janez je pripravljal pot Božjemu Sinu, ki je prišel, da bi nam dal novo ime. Naredil nas je za svoje brate in sestre, da bi bili lahko Božji otroci. Naj bo današnja Božja beseda za nas povabilo, da bi v teh zadnjih dneh pred Božičem zmogli živeti kot Božji otroci, v tako zaupnem odnosu z Bogom, da mu lahko rečemo očka, kot mu reče Jezus, ki nas vedno znova uči moliti z zaupanjem k našemu očetu, k našemu nebeškemu očku. Kdo